Gluha žena. Kakor hitro sem sedel, sem začel govoriti. Ta dan sem zelo jasno vedel, o čem se želim pomeniti. O prepirih s svojim dekletom. Mislim, da je Gabriela malo čez les. Čez kaj? Čez les, da si je zmešalo, skegljalo, zrolalo. Zakaj pa? Ves teden sva se prepirala zaradi počitnic. Gabriela bi rada, da ves mesec preživiva v Urugvaju pri njenih starših, ki so naju povabili k sebi. Jaz pa bi počitnice raje preživel v Argentini s prijatelji iz kluba. Poleg tega vem, da bi se tudi one imele veliko bolje v Argentini, a vseeno sili v Urugvaj. Čisto me vrže iz tira, ko tako trdovratno vztraja. Bolj ko vztraja, večja je moja trma. Dokler ne napoči trenutek, ko sploh ne morem več govoriti z njo, ker čutim, da ne more prisluhniti in slišati drugačnega mnenja. Zakaj pa bi šla raje v Urugvaj? Nobenega posebnega razloga ni, to je le njena muha. Toda ona ne pravi, da je to kaprica ali pač. Ne, ona pravi, da bi šla raje v Urugvaj. Pa je nisi vprašal, zakaj? Seveda sem jo vprašal, a se ne spomnim, kakšno neumnost mi je odgovorila. Povej, Demjan, če ne veš, kaj je rekla, kako lahko trdiš, da je to neumnost? Ker takrat, ko Gabriela vztraja pri svojem, reče prvo stvar, ki ji pade na pamet in sploh ne posluša. Zavrne vse, kar ji rečem, in sliši le svoje argumente. Zavrne tvoje argumente? Da. In pravi denimo, da so to neumnosti, da si muhast. Točno. Ali da trmoglaviš? Da, tudi kako si ve? Včeraj sem slišal dobro šalo. Takole pravi. Moški je poklical družinskega zdravnika. Ricardo, pozdravljen, jaz sem Julijan. Pozdravljen, kako si kaj, Julijan? Kličem, ker me skrbi za Marijo. Kaj je narobe? Vse slabše sliši. Kaj res? Res, rad bi, da jo pregledaš. No, naglušnost na splošno ne nastopi nenadno, pa tudi nevarna ni, zato v ponedeljek pridita v ordinacijo, pa jo bom pregledal. Misliš, da lahko stvar počaka do ponedeljka? Kako pa si ugotovil, da ne sliši? Ja, pokličem jo, pa ne pride. Morda je krivo zamašeno uho. Poglej, nekaj vseeno lahko storiva. Ugotovila bova, kako slabo Marija sliši. Kje si zdaj? V spalnici. Kaj pa ona? Kje je? V kuhinji. No, pokliči od tam, kjer si. Marija! Nič ne sliši. Stopi k vratom v spalnico in zavpi na hodnik. Marija! Ne, spet nič. Počakaj, nikar ne obupaj. Vzemi telefon, stopi po hodniku ter jo kliči, da bova videla, kdaj te bo zaslišala. Marija! 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 Sploh me ne sliši. Stojim pri vratih kuhinje, vidim jo, s hrbtom je obrnjena proti meni, pomiva krožnike, a me ne sliši. Marija! Gluha je kot noč. Stopi še bliže. Moški stopi v kuhinjo, se približa ženi, jo položi roko na rame ter ji zavpije na uho. Marijo! Žena se jezno obrne in mu reče: Kaj bi rad? Kaj bi rad? Kaj bi rad? Že 10-krat si me poklical in 10-krat sem te vprašala, kaj bi rad.
Vsak dan slabše slišiš, ne vem, zakaj še nisi odšel k zdravniku. To je projekcija, Demjan. Kadar pri drugih opazimo kaj, kar nas moti, ne bi bilo slabo, če bi se spomnili, da to, kar vidimo, vsaj malo, zadeva tudi nas. Toda vrniva se k tvoji težavi. Kaj si že rekel o Gabrielinih muhah?